Družba, predvsem pa starši, si želimo, da bi bil vrtec čim bolj podoben domu. Urejen, prijeten in preprost, ter bi nudil harmoničen razvoj otrokovih fizičnih, duševnih in duhovnih sil. V Valdorfskih vrtcih stremijo k tej usmeritvi in izvajajo program Valdorfske vzgoje za predšolske otroke. Obiskali smo takšen vrtec v Černelavcih, katerega delovanje je predstavila Sonja Topla-Kociper, vzgojiteljica in vodja vrtca. Najprej smo bili v prostorih dijaškega doma v Murski Soboti. Takrat je bila vodja Maja Aranjoš in tam smo bili 5 let, za tistim pa smo se potem preselili v te prostore, kjer je bil tudi prej vrtec Murska Sobota. Naš vrtec je območna enota Valdorfske šole Ljubljana. Imamo eno kombinirano skupino otrok, torej otroke starostno od 1 leta do vstopa v šolo. Znotraj te ene skupine pa delujeta 2 pedagoška programa, torej en program je za jaslične otroke. Tu je predvsem v središču pedagogike nega otroka in pa imajo možnost gibalnega naravnega razvoja. Ti prehodi so bolj nežni, veliko je dotikalnic, petja, potem pa imamo večjo skupino, tu pa je več pedagoških vsebin in predvsem več lutkovnih predstav, več umetniških dejavnosti, pravljic. Otrok ima možnost, da potem manjši posnemajo večje otroke, večji radi pomagajo manjšim otrokom, jih skrbijo za njih in pomagajo obuvati ali se z njimi igrajo. Za manjše otroke pa tudi dobro, predvsem tudi govorno, da jih želijo posnemati. Predvsem v tem smislu. Veliko aktivnosti otrok poteka izven prostorov vrtca, v zunanjosti, na zraku in v naravi. Zunaj smo res skoraj vsak dan, redko kateri dan je, da ostanemo notri, potem mora biti vreme že res ali zelo močno vetravno ali po zimi zelo hladno. Ja, otrok je potem tudi temu primerno oblečen, to je pomembno. Pri otroku spodbujamo razvoj čutil. To je tudi ena naše osnovno pedagoško načelo in zunaj narave, med naravnimi materiali je to potem itak najbolj pomembno. Gre za sorazmerno majhen vrtec, kjer so kapacitete omejene, vpis pa specifičen. Naš vrtec lahko sprejme 19 otrok in trenutno smo v takem uvajalnem obdobju, tako počasi otroci prihajajo. Prejšnje šolsko leto smo imeli kar 8 predšolskih otrok, ki so v torek prestopili prvič prag Valdorfske šole v Rakičanu. Tako da je to za naš vrtec pomenilo kar eno veliko luknjo. Zdaj pa rabimo kar nekaj časa, tam nekje do decembra, da se spet napolnimo. Naš vrtec prihajajo otroci iz celotnega Pomurja in s tem seveda prinašajo svoje narečje, kar tudi popestri, kot ste dejali, samo naše bivanje v vrtcu in zanimivosti. Se cilji in vsebine Valdorfske pedagogike kaj razlikuje od tistih v običajnih vrtcih, smo povprašali Sonjo Topla-Kociper, vzgojiteljico in vodjo vrtca. Glavna, ta osnovna načela Valdorfske pedagogike so vzor in posnemanje, ritem in ponavljanje ter prosta igra oziroma s tem tudi razvoj čutil. Torej, vzor in posnemanje otrok v predšolskem obdobju potrebuje varnost in ljubezen in mi odrasli smo otroku vzor in moramo biti vredni tudi posnemanja, da nas otrok posnema. In zato delamo v vrtcu vzgojiteljice taka dela, ki so smiselna, pregledna za otroka. To delamo tako zelo skrbno, z nekim veseljem in da ima potem tudi otrok željo, da posnema. Zato, kot vidite pri nas, v našem vrtcu, imamo v igralnici tudi kuhinjo, tam vzgojiteljica zjutraj pripravlja zajtrke, ko otroci prihajajo, se lahko tudi pridružijo, lahko kaj pomagajo, narezati korenček na primer, ali nalijajo čaj v kozarce. Potem opravljamo tudi ročna dela pred otroci, pletemo, kvačkamo, tkemo in potem se otrok lahko spontano, prosto igro tudi priključi, če želi. To je ta potem svoboda pri otroku, da se o tem odloča. Potem zelo
veliko damo na ritem in ponavljanje, torej ves dan dejavnosti potekajo, se izmenjujejo v enem ritmu. Tako, naprimer, poznamo ta naš dnevni ritem, ki se izmenjuje dejavnosti med sabo, in potem tedenski ritem, ter praznujemo tudi potem v vsakem letnem času kak praznik. Zdaj, zanimivost je, da ob ponedeljkih, naprimer, imamo umetniško dejavnost oblikovanje iz čebeljega voska, torej potem to vsak ponedeljek. Potem ob torkih imamo slikanje z mineralnimi barvami, to je akvarelna tehnika. Ob sredah imamo volnene slike, ob četrtkih hodimo na sprehode in v gozd, ob petkih pa vzgojiteljice zamesi testo za kruh in potem si vsak otrok naredi svoj hlebček, ki ga potem v petek popoldan nese domov, in potem je to neka vez z domom, ve, da je jutri sobota naslednji dan, da bo doma, in potem se v nedeljo spet spomni na vrtec, pa potem v ponedeljek prinese en sadež. Tako simbolično, neka gesta. Potem tretje, osnovno načelo, ki je zelo pomembno, ki nekako rečem, smo mi valdorski vzgojitelji, neki varuhi te temeljne otroške dejavnosti, to je prosta igra, kjer se otrok ima možnost, da se vsak dan igra in notri v notranjih prostorih in zunanjih prostorih z igračami. Torej, da odrasli pri tem ne usmerja. Ukrepamo že, če je to potrebno v kakih socialnih stikih. Kot vidite, igrače so vse iz naravnih materialov, veliko jih naredimo vzgojiteljice same, tudi vse igrače delamo pred njimi, kar se le da, določene mogoče ne. Tako da res igrače so take iz volne, bombaža, iz takih kvalitetnih materialov, in kot vidite, so nedefinirane. Ne vem, lutka, dojenček ima mogoče samo pikice za oči in pikico za usta, kar omogoča otroku, da da svoje prosto domišljijo, in na tak način se pri otroku razvija domišljija, in s tem, to je hrana za naše možgane, se pri otroku razvija možgane, in tako potem pozneje pri otroku tudi inteligenca, intelekt, ne. Potem značilnost tudi mogoče glede prehrane, kot sem že rekla, zajtrke kuhamo, pripravljamo mi vzgojiteljice, tako da ko otroci prihajajo zjutraj, že malo diši notri, kar je spet neka hrana za otrokova čutila. Malice tudi tu pripravljamo, kosila nam pa pripeljejo, in trudimo se, da je hrana čim bolj lokalna, ekološko pridelana. Naša želja je dati otroku okolje, ki je prežeto s toplino, harmonijo, neko pristnostjo, da damo otrokom čim več doživeti, kajti to je hrana za njihov razvoj, telesni, duhovni in duševni. In trudimo se vzgojiteljice, da smišljamo aktivnosti, katere potem lahko otrok posnema in s tem razvija svoje sposobnosti. Kajti v teh zgodnjih predšolskih letih tu se gradijo temelji za celotno njegovo življenje, ki je pred njim, in vse je potrebno vzgajati. Od volje, od njihove lastne volje, do spomina, do grobe in fine motorike, in to je dobro, da čim več otrok doživi, da ima ta resnična doživetja, taka pristna, bom rekla tudi mogoče kmečka, in da je čim manj nekih fantastik, to, kar otrok pridobiva preko medijev. Doživljanje sveta otrok nekoliko drugače, ko jih vrstniki spodbujajo k razvoju, prav gotovo pa podobno kot v drugih sredinah, ko se izoblikujejo prva prijateljstva, rešujejo prvi konflikti, vzpostavljajo socialni odnosi in ko se otroci učijo dajati in dobivati.